Lepo pozdravljeni na prvi novinarski konferenci. Zadnji vikend v družbi 2TDK je bil delaven, zato povem, da smo za prvi izklop ponudbe že pregledali in je vse v redu. Pravi, zadevo mora potrditi še nadzorni svet, potem objavimo našo odločitev. Kot že veste, smo na prvi izklop dobili dve finančni ponudbi. Ponudnik Kolektor je dal ponudbo v vrednosti 403 milijona evrov, dobrih 403 milijona evrov. Limitirana vrednost naša je 472 milijonov. Podjetje Štrabak je dalo ponudbo v vrednosti 463 milijonov evrov. Podjetje Cengiz v tem sklopu ni dalo ponudbo. Tako povem, da po 2 desetletjih bomo pričeli izgradnjo drugega tira, apartiran med Divačo in Koprom. Dvofazni razpis je bil objavljen v mesecu novembru leta 2019. Usposobljenost smo priznali 3 ponudnikom in Državna revizijska komisija je to našo odločitev potrdila. Danes smo prejeli za drugi odsek, za odsek med Črnim Kalom in Koprom, samo eno ponudbo od podjetja Kolektor v višini 224,7 milijona evrov. Tudi na tem odseku smo imeli limitirano vrednost v višini dobrih 230 milijonov evrov. Ponudnik, ki je bil usposobljen, Štrabak, in usposobljeni ponudnik Cengiz nista oddala ponudbi. Sledi pregled tudi za drugi sklop finančnih ponudb in napovedujem, da bomo v slabem tednu sprejeli odločitev. Ocenjujemo, da bo slavnostni podpis pogodbe v konec meseca marca, oziroma v začetku meseca aprila. Sledi uvedba v delo in težko pričakovana gradnja. Proga bo zgrajena do leta 2025, predana bo uporabo pa v letu 2026. V družbi gledamo polni upanja tudi v prihodnost, ko se želimo zgraditi progo v dvotedni izvedbi. Intenzivni pogovori potekajo z Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Lahko povem, da so zelo naklonjeni, da se spremeni zakonodaja in da družba TDK dobi še to pooblastilo za gradnjo dvotednosti. Dobili smo še eno potrditev, da v družbi 2TDK delamo učinkovito, da znamo voditi projekt, zato se lahko veselimo od njih, pa tudi gradbeno intenzivnih mesecev in let, ki so pred nami. Dela na premostitvenem objektu v dolini Grinčice potekajo zelo dobro. Kot veste, pri enem uporniku so se pokazale težave pri temeljenju, predvideno je bilo plitko temeljenje, glede na preiskave terena smo ugotovili, da je potrebno globoko temeljenje. Rešitev, kako bomo to izvedli, je že podana, nažalost nima pa še ocene, ki bo do konca tega tedna, koliko to košta. Lahko povem, da smo zaradi spremembe konstrukcije objekta v dolini Grinčice privarčevali 440 000 evrov in za ta denar bomo naredili portal 1 in 2, se pravi, bomo uhitrili gradnjo glavnih gradbenih del, zato ker smo na končno koto zgradili ta dva portala. Lahko povem, da na ta način smo privarčevali tudi 50 000 evrov, zato ker bi ta izvajalec v dolini Grinčice začasno zgradil podporo, potem ko bi pa izvajalec glavna dela pričel zgradno, bi bilo treba to začasno podporo porušiti in graditi novo. Ogromni prihranki so pri zadevi pri dolini Grinčice. Dela na dostopnih cestah so v zaključni fazi. Manjka nam še približno 700 metrov različne konstrukcije in obrambno zaporna plast na obvodnici Peka. Poročali smo že, da smo imeli težave z debelino asfaltnih plasti. Lahko povem, da smo z georadarjem posneli vse asfaltne površine. Ugotavljamo, da so postopanja pri debelini. Na prvih začetnih 2 kilometrih smo zadevo z vrtino dokazali, da je georadar prav pokazal, da debeline niso ustrezne. Sledijo jasno odbitki, trenutnih zneskov še ne vemo. Aneks za dostopne ceste je potreben, predvsem zaradi geologije, pa mogoče hitenja pri projektiranju.
Nažalost, točnega zneska ta trenutek še nima. Ostale aktivnosti, ki potekajo pri izgradnji tira Divača Koper. Podpisali smo pogodbo z inženirjem, to je podjetje DRI, upravljanje investicij. Pripravljen je razpis za supernadzor. Supernadzor pogojuje Evropa, zato ker se financira delno iz evropskih sredstev. Ponudba je samo ena, konzorcij večjih izvajalcev in je pogodba tik pred podpisom. Razpisali smo tudi dela za tehnično opazovanje pri gradnji predorov. Tehnično opazovanje je zelo pomembno, še zlasti pri uporabi potem take proge. S tem tehničnim opazovanjem bomo pomagali pri izvedbi proge, na predorov, in na koncu, ko bo zadeva v uporabi, bomo imeli vse podatke, kaj nas čaka v tem primeru predora. Trenutno potekajo postopki za pridobitev izvajalca za zunanjo kontrolo kvalitete, za geofiziko in deponije praviških materialov. Kot veste, prvotno je zadeva bila zamišljena, da se material vozi z vlaki v Salonit Anhovo. Vmes je ta zadeva spremenila in po večmesečnem usklajevanju imamo ta teden pogajanja s podjetjem Salonit Anhovo in ti viški materiala se bodo deponirali v kamnolomu Črnotiče. Podpisano imamo pogodbo za še eno deponijo in ta deponija je namenjena izključno za materiale, kot je ilovica, štori, VR, to je v deponiji Vukovec. Mislim, da je gradbeno dovoljenje že pravnomočno, nima pa še do konca potrditve. Lahko povem, da z viški materiala bomo ravnali gospodarno, celo ob gradnji obvoznice Hrpelje Kozina bomo te materiale, Direkcija za infrastrukturo bo izvzela količine in samo priznala delo, tako da stvari potekajo v redu. Moram povedati, da sledijo še razpisi za tretji sklop. Tretji sklop so tirne in te naprave za uporabo tirov. Razdelili smo to na več sklopov. Prvi sklop bo objavljen v mesecu aprilu, gre za presaditev obstoječe proge v Divači. Zaradi gradbiščnih prevozov bodo ostala infrastruktura, torej državne ceste in lokalne ceste, bodo prej uničene, kot če ne bi bilo tega gradbiščnega prevoza, zato smo predvideli v tem razpisu tudi popravilo teh državnih in občinskih cest. Na koncu, pred vašimi vprašanji, bi vas pa res rad samo še povabil na teren, da še toga prakse doživimo.